za antibakterijsko delovanje, hamamelis tudi, s tem, da se v hamamelisu v bistvu še malce pomirja na kožo, tako proti tej rdečici, ki jo dobimo pač pri aknasti koži. Zdaj jaz, kar se tiče čiščenja kože, jaz tudi uporabljam peno, všeč mi je ta sama struktura, zdaj mogoče, če se prvič srečujete s tem izdelkom, jaz mislim, da recimo 2 nanosa, recimo tako, 2 nanosa, 2 pritiska, potiska, zadostujeta za recimo cel obraz, seveda tukaj govorimo najprej o tem, da pač nanesemo na čiste roke, to peno, ki si jo potem razmažemo po obrazu in potem nujno tudi speremo z vodo. V bistvu v kozmetiki se ga uporablja ravno v nekih peelingih, se pravi, da se pač odstrani odluščitelje, odmrle celice iz površine naše kože. Je pa zelo tako, se lahko zelo tako na droben, kot droben pesek pride, tako da je res tudi mogoče za neke občutljive kože primeren za nanos. Izdelek seveda vsebuje tudi še šikimsko in mandljevo kislino, izvlečke sladkega korena in kumare, tudi cink in alge. Zdaj, na prvo žogo bi rekla, da so to vse sestavine, ki čistijo in pomirjajo. Tako, antibakterijsko delovanje, v bistvu pripomore, te sestavine v bistvu pripomorejo, si želijo v bistvu ta izdelek, da se ta mozolček prvo kot prvo prekrije, da se rdečica pomiri, da ni toliko, se pravi, da ne bo vidno to. Kisline delajo tak nežen peeling, pripomorejo k temu, da se res čistijo tudi tako v porico grejo, ker so različne jakosti, se pravi, ene grejo malo globlje, ene so pač bolj na površini ostanejo, ampak načeloma v bistvu res nežno luščenje izravnavajo ten, tudi našo površino naše kože, da je lepo, res lepa gladka, tako da tudi potem lažje tudi sprejema, ne vem, serum, kremo in tako se lažje polupijajo. Fantastično. Pomaga uravnavati sebum, oziroma na ta način pomaga do bolj matiranega videza naše kože. Tako, to je zelo pomembno, sploh pri aknasti koži, da se v bistvu, da preprečuje nastanek nekako novih nekih vnetij oziroma nečistoč.